November je statistično najbolj otožen in depresiven mesec. No, je pa tudi mesec, ko se narava odpravlja k počitku, mi pa doživljamo že zatišje pred decembrskim praznovanjem in nakupovanjem daril. Zato smo se ta mesec odločili, da bomo v rubriki Kaj narediti, ko govorili ravno o tem, kaj narediti, ko opazimo, da smo depresivni. Anita, lepo pozdravljena. Zdravo. Ja, nič kar pejva, zagristi tole kislo jabolko. Tudi tak čas prihaja, ko nismo najbolj dobro razpoloženi, ampak vseeno pa verjamem, da obstajajo prijemi, ko si lahko tudi tole, v bistvu ta depresiven mesec majčkeno polepšamo. Seveda, ja, tako kot za vse obstajajo tudi za to. Spet bi tukaj priporočala en celosten pristop. Se pravi in gibanje, in prehrano, in svetlobno terapijo, in tapkanje. Tako, da se res na vseh nivojih okrepimo in v bistvu na ta način se nam tudi zboljša razpoloženje. Zdaj, jaz bi prvo, kar bi pomislila, ko sem bolj take nečimrne volje ali pa ko ne vem kaj bi, mene recimo zelo veliko dvignejo prijatelji. Tako da mogoče so te socialne veščine ena izmed stvari, ki bi v novembra jih še malo bolj krepili, torej mogoče čim več druženja s prijatelji. Seveda, super je čim več druženja s prijatelji, da gremo ven, da se družimo, seveda s prijatelji, s katerimi se razumemo, ja. Ja, s katerimi nam je lepo. Pa niso depresivni, Da se potem tako v bistvu kar skupaj en drugega dvignemo in je v bistvu in potem nam in njim lepše. Okay. Zdaj, omenila si gibanje. Kako torej, na kakšen način ne izkoristimo november za gibanje? Zdaj, vreme je tako, ampak vseeno gibati se pa moramo, pa svež zrak tudi rabimo. Seveda, sigurno rabimo svež zrak in pomembna je aktivnost, ker saj veš, kako je. Tudi ko smo na primer v gibanju, tudi če je samo sprehod ali pa če je kakšna vadba, da gremo na njo, takoj se boljše počutiš. Takoj se nam dvignejo hormoni za boljše razpoloženje in dejansko nam je takoj boljše. Tako da, kaj bi še tukaj rekla, da je ful pomembno sprehod v naravi, sploh v gozdu bi bilo super, če imamo možnost. Pa tudi, če je dež, zdaj je to izgovor, ker se veste, kaj pravijo, ni slabega vremena, imamo samo slaba oblačila. Tako da primerno se obleči, tudi če je dež, si damo anora gora, pa akcija v blato in gozd. To je super imeti psa, jaz ko imam psa, pa moram iti ven, tudi če je karkoli pač. Ja, no, eni imamo pa pač psa, ki so navajeni na pleničke, pa pol se moramo malo bolj print, da gremo kam, ja. Veš, to so te majhni psi, pa pol ne rabijo ven hoditi, pa je dež, pa je sneg, Tako da, če se torej spopadate z depresijo, otožnostjo, ne si nabaviti majhnih psov, ker oni, ki vidijo, da je to dež, sneg, jaz pa danes ne grem ven. Tako da večji psi, recimo, je to veliko bolj odporen na vse vremenske razmere. Ja, vedno rab sprehod, vedno želi iti ven, je pa res, da ne mara dežja. In tako sama se hoče hitreje vrniti nazaj, ampak seveda pa gremo vseeno, ja. No, tako. Zdaj, to smo imeli, sprehod smo imeli, greva na hrano. Kaj se torej v novembru pospešeno je, da bomo torej majčkeno bolj razpoloženi? Ja, spet hrano, ki čim več sadja, zelenjave na splošno. Kar raste, sezonsko, kar je sezonsko, tako da tukaj se tudi že več tudi kuha. So super tudi kakšne juhice in ja, super je spet hrana, ki krepi pljuča, ker je po tradicionalni kitajski medicini žalost povezana z pljuči. Žalost je povezana s pljuči. Ja, žalost je povezana s pljuči, tako da je v bistvu super, da krepimo naše telo, naša pljuča in tako da je spet bela hrana. Se pravi cvetača, riž, čebula in tudi hrana, ki je noter bela. In pa seveda tudi jabolka, hruške, tako da čim več takšne hrane. Zdaj, omeniti mora seveda tudi tvoje famozno tapkanje, ki ga, jaz se spomnim, da smo to imeli, da je bilo to prejšnji mesec ali še prejšnji, in sem si zapomnila in tole začnem jaz delati zjutraj, da se zbudim, pa tudi čez dan, če sem tako malo, veš, da sem malo zaspana, pa to se kar malo. Super. A veš, namesto Red Bulla bi eni rekli, se veš. Pa je boljši in bolj zdravo. Veliko bolj zdravo. In uravnava hormone, ne pa dela disbalans. Tako da se tisti, ki imate kakšno odvisnost od teh energijskih pijač, dajte probati to in res boste videli, da je res super alternativa in veliko bolj zdrava, predvsem to. Definitivno. Tapkanje, torej kje bova tapkali oziroma kje bomo tapkali novembra? Tako, zdaj, če gledamo pljuča in žalost, se pravi, meridian je za pljuča tale na palcu, zunanja stran pri nohtu. Aktiviramo njega, toliko, da v bistvu ozavestimo to svojo žalost, da žalost ozavestimo in da jo sprejmemo, ker je pač pomembno, da jo sprejmemo in osvobodimo žalost. In skozi tapkanje lahko vse to naredimo. Lahko v bistvu prav govorimo vmes, kako se počutimo,
Lahko pa tudi sam tapkamo, odvisno zdaj, kaj kom boljš. Naprimer, v energijski psihologiji vedno govorimo zraven, ampak lahko se pa tudi samo tapka, ker se glih tako aktivira, tako da je tudi to v redu. Se pravi, da ozavestimo žalost, da sprejmemo žalost in da damo tudi namero, da se jo osvobodimo. In kaj je še ena super zgodba tega našega pljučnega meridiana, je pa to, da je on res povezan s tem, ko pravimo, vsak nov dan je nov začetek. Ja. In tole nam da aktivacija pljučnega meridiana. On res v nas da eno to motivacijo, en nov zagon. Tudi če mogoče zdaj, naprimer, da se počutim žalostno, pa ko to žalost sprejmem in potem se lahko tudi samo dam namero, da se odpiram za novo priložnost, da se odpiram za nekaj drugega. In dejansko nam potem aktivacija tega meridiana to pomaga. Dodala bi tukaj pa še enega, je pa srčni meridian na mezinčku, tako pri nohtu. Bi pa dodala še tale srčni meridian, v bistvu on nam pa tako daje eno lahkotnost, zbuja radost v nas, tako da bi ga pa zato dodala. Se pravi, da gremo od tega, da ozavestimo žalost, sprejmemo, da se jo osvobodimo, da damo namero za novo priložnost, za nek nov začetek in potem v bistvu še zbudimo to eno radost, veselje in vidim, že skačeva klede, ne? Kompletek. Kaj pa dihanje? Kako pomembno je dihanje? Ja, ful je pomembno dihanje, seveda. Saj veš, ko smo žalostni, v stresu, strahu, karkoli, takrat tudi bolj plitko dihamo. Tako da je pomembno, jaz bi tudi tako rekla, da je vsakodnevno pomembno tudi eno takšna praksa zavestnega dihanja. Lahko je to tudi samo par minut, ni treba ne vem koliko, ali pa naprimer, ko smo zunaj na sprehodu, pa takrat dodamo še to, pa dva v enem naredimo, ali pa ko smo v gozdu. Tako da je res globoko zavestno dihanje. Okay, dihamo že. Kaj pa mogoče barva, ki nas podpira v tem smotanem, depresivnem, turobnem času, kot je november? Zdaj tako, pljuča podpira bela barva, pljuča imajo rada belo barvo. Je pa to tako, da pri barvah jaz vedno rečem, da v bistvu naše telo, sama naša energija je izjemno pametna. Mi lahko damo tudi sam namero, da vdahnemo barvo, ki nam bo pomagala pri določenem razpoloženju. In v bistvu vedno nam pride prava barva. In potem se lahko dejansko polnimo s to barvo. Okay. Zdaj, omenila bi še mogoče, torej, če se dotaknemo prehranskih dopolnil, na kakšen način bova zboostale naše celice, da bojo torej v bistvu čim bolj nahajpane, bi lahko rekla, torej, da bodo ok, da bojo seveda tudi prenesle vse napade na imunski sistem in tako naprej. Kaj torej priporočaš? Seveda, tudi pomembno je, da tudi od znotraj poskrbimo zase. Jaz bi tukaj definitivno predlagala B-kompleks in pa adaptogene, da nas še navznoter nahranijo, dvignejo. Še ena super stvar je pa tudi rdeča svetlobna terapija, ker ona je res ful univerzalna in dejansko nam pomaga tudi pri razpoloženju, tako da tudi tukaj bi priporočala. Torej se bomo malo greli v bistvu nek način s pomočjo rdeče svetlobe. Tako. Okay. Zdaj bi pa v bistvu še vprašala, imaš kakšen nasvet, recimo, ne vem, kako ti novembra poskrbiš za svoje razpoloženje, imaš kakšen, ne vem, tak lušten recept, da ga lahko zdaj z nami podeliš, torej kako si v bistvu dvigneš to razpoloženje, ko vidiš, da je zunaj toliko turoben dan? Imaš kakšen, poleg tega tapkanja, ker se mi zdi, da to na prvo žogo res najbolj hitro deluje, ne? Ja, vedno je pri meni kombinacija vsega, o čemer govorimo, tako da ja, tudi je tapkanje in je v bistvu tudi pisanje, s tem, da že zjutraj v bistvu postavim namero za ta dan in se tudi potem pač vprašam, kako se želim danes počutiti, se pravi, to je moja namera in potem tudi vprašam sebe ali pa že vem, katere aktivnosti mi prinesijo te občutke. Tako da dejansko je super karkoli, če nekoga polni, da riše, da barva, da pleše, da poje. Karkoli je to, kar vas res polni, to delajte. Ja, super, hvala Anita. No, jaz verjamem, da po tej oddaji bo bistveno manj ljudi depresivnih, ker nam je Anita res tako lepo povedala kar nekaj seveda super brezplačnih nasvetov, torej za izboljšanje počutja tudi v temle zoprnem novembru, ne. Sicer pa nam lahko, torej si lahko seveda o tem preberete kar nekaj na naši spletni strani klepetobkavi.si. Tudi pogledate kup že posnetih oddaj, torej na to temo na YouTube kanalu Klepet ob kavi.